Toš direkt. Dvajseti 12.11. po kristjanskem koledarju 2011, Toš direkt, tokratna tema zlo na spomenikih. Lokacija spomenik NOB Mostje v bližini mesta Ptuj. Spoštovano občestvo, nahajam se na zelo pomembnem spomeniku NOB za to okolje. Velja za najpomembnejšega. Slava vsem borcem junaške slovensko-goriške čete, Lackove čete. To je spomenik, k kateremu smo romali še nekaj let nazaj in sedaj opažam na večjih spomenikih v Sloveniji. Tukaj sem to pričel zaznavati zelo očitno, in sicer avgusta letos, da ti spomeniki postopoma vztrajno propadajo, zato ker v zavedanju ljudi več nimajo takšnega pomena, kot ga dejansko imajo. Doumeti moramo, da ti spomeniki nimajo zgolj konotacije nekega sistema, kateremu se je narod odrekel, torej socializma, nekateri ga imenujejo komunizem, ampak imajo sporočilo univerzalne misli o svobodi. Predstavljati si je treba to takole. Človeška družba je nek računalnik, na katerega je možno naložiti sistem. Pa so to okna 95, 98, XP, Vista in tako naprej. In narodno-osvobodilni boj, bistvena ideja tega je bilo golo preživetje. V tistem trenutku, ko so želeli udejaniti bolestno in bolano idejo o Tretjem rajhu, se niso ljudje, ki so se borili za preživetje, spraševali, ali bodo oni zatem gradili socialistično Jugoslavijo, ampak so se borili zoper podivjane rajhevce, ki so sledili bizarno idejo o nadrasi, katera si lahko zaslužni vse ostale rase. In to nam mora postati jasno. Če tudi se je sistem zamenjal in sedaj kapital počne tisto, kar nekoč puške, torej uničuje ljudi, nepošten kapital in neustrezno porazdeljen, se ne smemo odmakniti od žrtev, ki so padle v krvavem toku vojne zato, da lahko danes, če tudi v revščini in bedi, vsaj še govorimo svoj jezik in stremimo k udejanjanju in razvijanju svoje identitete. Če se ne bi ljudje podali v narodno-osvobodilni boj, bi v tistem nekem črnem scenariju danes tukaj bil Tretji rajh. Kdor pa je vsaj malo izobražen, pa ve, kaj za ena bolana ideja to je bila. In delamo si medvedjo uslugo s tem, da to vrstne spomenike na tak način, da se ignorirajo zastave pri njih in tako naprej, potiskamo v marginalo oziroma skoraj da že v nepomembnost, kajti s tem potiskamo temelj tega, da se vse zavedamo, kaj pomeni biti svoboden in svobodna. Še enkrat trdim, narodno-osvobodilni boj v svoji univerzalni ideji ni povezan s kakršnim koli sistemom, političnim ali družbenim, ampak s tistim golim preživetjem. In to nam mora postati jasno, da je treba najprej doumeti in se zavedati glede lastnega golega preživetja, tako imenovanega, zatem se pa na ta računalnik, denimo, da je golo preživetje računalnik, potem nalaga sisteme in seveda se stremi k temu, da se naloži najbolj optimalen, upamo, da celo idealen sistem oziroma še dlje od tega. Ne smemo pa pozabiti, kaj pomeni golo preživetje in kdo in na kakšen način je umiral za golo preživetje. Golo preživetje, ki v tistem trenutku ni zagovarjalo nekega konkretnega sistema, ampak kratko in jedrnato življenje.